Dober večer, dragi gledalci, cenjene gledalke in lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Pravi ključi. Nocoj bomo odstirali tiste prave ključe, ki nas bodo na nek način popeljali do dobre, izvirske, čiste, pitne vode, ki jo v Sloveniji, kot bomo slišali nocoj, še vedno pijemo in imamo kar veliko, ne pa verjetno v izobilju. Ali pač, ostanite z nami in prepričajte se sami. Dober večer, voščim našima nocojšnjima gostoma. Z nami je Iztok Zorko, vodja sektorja vodooskrbe Komunala Novo mesto. Dober večer. Dober večer. Prijazen pozdrav tudi vam, profesor dr. Dušan Plut, ekolog, geograf, sicer pa profesor na Filozofski fakulteti Univerzi v Ljubljani. Dober večer. Tale kozarec poznamo verjetno vsi, pred oddajo smo si ga vsi ogledovali. To je pravzaprav umetnina našega umetnika, oblikovalca Oskarja Kogoja. Je dragocen. In tale podstavek, na katerega položim tale kozarec, je ravno tako dragocena idrijska čipka. In kaj drugega sodi v ta kozarec kot voda? Verjetno nič drugega. In največkrat se niti ne zavedamo, da je morda voda veliko večja dragocenost kot še tako nobel, dober, dizajnsko oblikovan kozarec. Pa vendarle vsa čast gospodu Kogoju za njegovo poslanstvo, njegovo oblikovanje. In pa danes so rekli moji kolegi, ko sem povedala, da pride ta video oddajo, vsa čast tako profesorju, kot tudi gospodu Istoku, tako dobro zgodbo znata povedati o vodi, tako in drugačno oba. Vama takole na prvi hip morda pride na misel kakšna zgodba, kakšen trenutek o vodi, gospod Plut? Meni seveda pride najprej spomin na mladost in na čiste belokranjske vode iz tistega obdobja. Živel sem sicer večino mladosti v Beli krajini, sem preživel v Semiču, ker je bolj sušno območje, kraško območje, vode so pod površjem, vendar je v bližini največji kraški izvir Krupa. In poglejte, takrat čista voda, potem pa, ko sem delal doktorat o vodah v Beli krajini, kot lokalpatriot sem seveda zbral doktorsko dizertacijo iz Bele krajine. Sem pa bil eden izmed prvih, oziroma pravzaprav prvi, ki sem žal moral opozoriti na to, da je ta glavni kraški izvir Bele krajine, ki je bil predviden za črpališče, za celotno Belo krajino, da je onesnažen s PCB-jem. In to je bilo eno tako boleče tudi osebno spoznanje, ne samo strokovno spoznanje. In če seveda razmišljam o sedanjem trenutku, sodim, da je ne samo za Belo krajino, ampak za celotno Slovenijo, Evropo in cel planet voda izredno pomembna, eksistenčna in strateška dobrina 21. stoletja. Za Slovenijo pa bi želel počrtati uvodoma predvsem to, da morda premalo razmišljamo o tem, da je ne glede na to bogastvo voda v Sloveniji treba z njo zelo varčno in odgovorno ravnati. Pa vi, Iztok? No, če sam povem, sem doma v Novem mestu ob Krki, tam preživim kar precej časa poleti. No, drugače pa sem z vodo, predvsem v zadnjih letih povezan, bom rekel, profesionalno, pa tudi drugače me voda zanima in bom rekel, večina mojih skrbi nastaja prav zaradi vode. Če omenim lansko leto, ko smo prvič nekje na komunali oziroma pri oskrbi se srečali z velikim pomanjkanjem vode, ko smo praktično od junija oziroma nekje julij, avgust, september smo obratovali praktično po samem robu. Težave so se pojavile najprej v Dolenjskih Toplicah, potem se pomanjkanje pojavilo tudi na največjem vodnem viru v Družinski vasi in lahko rečem, da
velikat ali pa praktično ves čas smo se ukvarjali s tem, ali bo še čez nekaj ur tekla voda ali ne. Seveda ni, mogoče na samem vodovodu gledamo na te stvari še nekoliko bolj kritično, ker zadeve spremljamo tudi preko procesnega vodenja in lahko nekje tudi predvidimo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Tako da, ja, voda me povezuje tako veliko privatno, kot seveda tudi poslovno oziroma preko dela. In voda nas na nek način združuje z vibracijami, ko priteče na različnih koncih, praktično skoraj da vsak dan. Natočimo si kozarec pitne vode, kot da je to nekaj samoumevnega. Preprosto, kot da je nikoli ne more zmanjkati, čeprav verjetno smo za trenutek že vsi občutili tudi pomanjkanje pitne vode. Govorili ste o suši. Nas mora morda skrbeti za zdravo pitno vodo, gospod Plut? Torej, če pogledamo svet, ugotavljamo, da v tem trenutku že več kot 2 milijardi prebivalcev od 7 milijard živi v območjih s pomanjkanjem vode. To je mogoče na videz malo nenavadno, ker vemo, da je Zemlja pravzaprav naš planet vodni planet, da je okoli 71% površin pod vodami, vendar v čem je problem? V tem, da seveda vse vode ne moremo uporabljati, in na drugi strani problem je v tem, da se količina vode ne spreminja, število svetovnega prebivalstva pa dramatično narašča. Vsako leto živi na tem planetu nekje med 70 in 80 milijonov več prebivalcev. Slovenija je tukaj v dobrem položaju zaradi svoje geografske lege. Vodna bilanca je taka, da je v Sloveniji več kot 2-krat več padavin, kot je svetovno povprečje, odtok pa je še večji. Vendar poglejte, kaj se dogaja. V zadnjem obdobju, v zadnjih 2 desetletjih se je vodna bilanca Slovenije spremenila. In sicer se je zelo povečalo izhlapevanje, odtok pa se je zmanjšal. Za 6% se je odtok zmanjšal, to se pravi, da je na vsakega od nas zaradi naravnih, predvsem podnebnih sprememb prišlo do tega, da imamo na razpolago manj vode. In seveda upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da vse slovenske pokrajine nimajo povprečja v padavinah in odtokih in da je na eni strani je tukaj Primorska, na drugi strani pa recimo sušna severovzhodna Slovenija in na drugi strani zelo namočen alpski svet, zato nam povprečje pove premalo. Suša iz leta 2003 in sedanja suša, to se pravi zimska suša, na katero nismo navajeni, nas opozarja na to, da je Slovenija sicer v povprečju bogata z vodami, da pa nas čaka streznitev tukaj, predvsem zaradi tega, ker je manj vode in zato, ker se preko sezone njena sprejemljivost povečuje. Pravite, profesor Plut, suša nas opozarjate nenehno pa tudi vi. Kakšno opozorilo bi dali, kakšen ključ kot opozorilo temu, kar ste pravkar povedali našim gledalcem in gledalkam? Torej, predvsem bi želel, da razmišljamo o tem, da je voda pičla dobrina, ne samo zaradi količine, ampak tudi zaradi tega, ker jo onesnažujemo. To se pravi, da so količine vode, ki so na razpolago, bistveno manjše, kot bi sodili po vodni bilanci. To se pravi, kot bi sodili po količini vode, ki je v Sloveniji približno 2-krat nad svetovnim povprečjem na prebivalca in tudi več kot 2-krat nad evropskim povprečjem. Problem je predvsem v tem, da je ta voda preko leta neenakomerno razporejena. In morali bomo začeti razmišljati o vodi kot omejenem viru, kar je seveda za nas, ki smo bili vajeni tega, bomo rekli, obilja vode, morda neka nova sporočilna nota, ki
zahteva drugačen odnos do vode. Hvala lepa. Iztok, torej na nek način imamo v Sloveniji še vedno v izobilju vode, pa vendarle pijemo kakovostno vodo. No, vsekakor lahko rečem, da večina Slovenije pije kakovostno vodo. Tudi tukaj na področju, kjer upravljamo na dolenjskih občinah, lahko potrdim, da je voda kakovostna, da stalno spremljamo njeno kakovost in v lanskem letu je bilo odvzetih na omrežju, se pravi pri končnih uporabnikih, skoraj nekaj manj kot 600 vzorcev, približno 550 vzorcev, od tega je bilo 6 oporečnih oziroma so bili izven tistih dopustnih toleranc, ki jih predpisuje pravilnik, bili pa so vsi mikrobiološko onesnaženi, mikrobiološko, kemijsko pa so bili vsi vzorci, se pravi vse, kar je bilo v lanskem letu vzeto, ni bil nobenega vzorca negativnega. Tako da lahko na hitro sklepamo, da naša voda na tem področju kemijsko ni onesnažena, se pa pojavljajo težave z mikrobiološkim onesnaženjem, predvsem na vodnih virih pred pripravo, se pravi taka voda potem potrebuje dezinfekcijo z klorom ali pa z UV napravami, s svetlobo in pa tudi samo omrežje zaradi zastajanja vode v omrežju lahko tudi kasneje v samem omrežju pride do teh mikrobioloških onesnaženj, ki pa s stališča zdravstvenega vidika niso tako sporna kot kemijska onesnaženja. Vendarle, kako poteka nadzor vode? Imate v komunali v Novem mestu, kjer ste vi vodja vodooskrbe, interno kontrolo in eksterno? No, za nas vse analize opravlja Zavod za zdravstveno varstvo iz Novega mesta, z njimi imamo sklenjeno tudi pogodbo. Komunala lahko tukaj kot interno vzorčenje se smatra, kadar mi jemljemo vzorce pri uporabnikih. Načeloma pa Zavod odvzema vzorce pri uporabnikih brez naše vednosti. Bi pritrdili temu? Ja, morda bi pokazal gledalkam in gledalcem, kakšno je bilo stanje pitne vode po notranjem nadzoru za leto 2010 po Zavodih za zdravstveno varstvo. In če pogledamo te podatke, potem vidimo, da se celotno območje Novega mesta, to se pravi območje Zavoda za zdravstveno varstvo, ki vključuje seveda širše območje, ne samo območje Novega mesta, da se po mikrobioloških vrednostih uvršča na 3. mesto od zadaj. To se pravi, da je mikrobiološko voda tukaj problematična, saj na osnovi teh kazalcev in da se tudi po kemijskih parametrih območje Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto uvršča na 3. mesto. Najslabša pa je situacija v Pomurju, predvsem kar se tiče kemijskih analiz, namreč ugotavljajo, da je približno tretjina vzorcev, vzetih vzorcev vsebovala prekomerne koncentracije pesticidov. To na srečo za območje, kjer se zdaj nahajamo, ne drži, je pa to vse skupaj opozorilo o tem, da je vodovarstvena problematika Slovenije zelo izpostavljena in da je potrebno posebno pozornost nameniti na eni strani območjem talne vode in na drugi strani kraškim območjem, ki so seveda na Dolenjski in Beli krajini zelo občutljiva območja. To se pravi, kraški izviri zahtevajo zelo skrbno ravnanje v celotnem zaledju, kar pa je seveda problem, ker praviloma popolnoma natančnega zaledja posameznega črpališča ne poznamo. To se pravi, da moramo upoštevati oziroma uporabljati načelo preventive, to se pravi zgodnjega opozarjanja in poskrbeti za maksimalno zaščito teh vodnih virov. Že prej omenjen problem Belokranjske Krupe nam na to vodno ekološko občutljivost Krasa še posebej kaže.
Imamo predno pogled še eno izjavo, to je izjave naše klimatologinje Lučke Kajfež-Bogataj, ko govori tudi o kakovosti vode, pa vendarle omenili ste, kako moramo tudi skrbeti za čiščenje in skrbeti za preventivo teh naših voda. Menim, da je prav komunala Novo mesto lahko vzorni zgled v slovenskem prostoru na tem področju. Kaj ne, Iztok? No, mi zdaj, varovanje vodnih virov je bilo do sedaj urejeno z lokalno zakonodajo. Se pravi, tukaj so občine sprejemale pravilnike, ker pa je voda last države, se to področje seli v pristojnost države in pa republiških ministrstev. Tako da trenutno smo v dogovorih z Geološkim zavodom, ki bo pripravil nove strokovne podlage za vse nove vodovarstvene pasove na vseh vodnih virih. Seveda, tukaj je nujno potrebno prekiniti vsako kmetovanje na vseh teh prvih varstvenih pasovih, ker kmetje in vsa ta intenzivna pridelava povzroča seveda tudi, da prihajajo v zemljo in kasneje v pitno vodo pesticidi, ki pa pomenijo, da ko je enkrat vodni vir onesnažen s pesticidi, poti nazaj največkrat ni. Se pravi, ko zaznamo notri te snovi, ni dovolj leto, dve, da se te zadeve sanirajo, ampak so najbrž potrebna desetletja. Pa je zaznati to na našem področju? No, za to področje ne vem, vem pa, da je na območjih talne vode, vključno z Brežiško-Krškem polju, tam so že te problemi prisotni. Potem izstopa še Celjska kotlina, potem Ptujsko-Dravsko polje in celoten, rekel, skrbno območje Maribora in predvsem Pomurje. Tako da problemi kakovosti brez dvoma obstojajo. Jaz bi mogoče samo še nadaljeval to razmišljanje o tem, da je za Slovenijo in sploh za Dolenjsko in Belo krajino značilna zelo razpršena poselitev. To se pravi, če mi zgradimo komunalne čistilne naprave v večjih naseljih, še celotnega problema ne rešimo. Že prej omenjen problem kmetijstva je seveda zelo pereč. Jaz bi k temu dodal še to razpršeno poselitev. Slovenija je 6000 naselij, teh komunalnih čistilnih naprav pa je okoli 300. To se pravi, da je še ogromno teh manjših naselij, ki nimajo urejenega ne samo kanalizacijskega omrežja, ampak nimajo tudi urejenega čiščenja odpadnih voda. Tako da nam tukaj te evropske direktive, ki se osredotočajo na večje aglomeracije, nekoliko, bi rekel, delajo težavo, ker se praktično recimo sploh ne dotikajo tistih območij, kjer živi manj kot 50 prebivalcev. Vemo pa, da za en kraški izvir lahko že ena nepremišljenost, recimo glede gnojevka ali česa podobnega, lahko povzroči velike težave tistim, ki skrbijo za kvalitetno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Verjetno zdaj kmetovalci, ki nas poslušajo in ki so ta večer z nami, razmišljajo po svoje, ker se pač po svoje trudijo pridelati v teh današnjih časih svoje pridelke in vprašanje, koliko razmišljajo v tej smeri. Ali pa tudi in iščejo neke vrste rešitve. No pa si poglejmo sedaj še izjavo Lučke Kajfež-Bogataj. No, Slovenci pijemo dobro vodo, imamo dovolj vode, vendar to žal ne velja za vse Slovence. Tisti, ki so vključeni v kontrolirana vodna zajetja, mestni vodovodi, tukaj je kvaliteta neoporečna. Imamo pa v Sloveniji kar veliko teh vaških vodovodov, kjer žal tudi prihaja do težav, ki jih ne bi bilo treba, če bi imeli ta sistem boljši. V prihodnosti se pa utegnejo stvari drastično spremeniti, namreč z bolj pogostimi sušami, za večjo rabo vode in seveda tudi z industrijskim onesnaževanjem vode lahko tudi v Sloveniji prihaja do situacij, ko bo voda bolj cenjena dobrina in seveda naš odnos do voda, ki je bil, lahko bi rekla, celo malomaren, je tisti, ki se bo moral spremeniti. Ja, marsikaj se bo moralo spremeniti. Mogoče vaš komentar, o tem smo malček že govorili. Bo voda še ostala, naj bi ostala, mora ostati javna dobrina? No, moje razmišljanje je jasno in bom rekel tukaj brezkompromisno. Voda je prepomembna
da ne bi bila javna dobrina. To seveda ne pomeni, da noben ni odgovoren za njeno stanje. Mene ne motijo koncesije, moti pa me razmišljanje, da bi lahko prišlo do obsežne privatizacije. Zakaj? Zaradi tega, ker, kot smo slišali tudi iz tega prispevka, bomo se srečevali v prihodnosti ne z tem, da bomo imeli več vode na razpolagi v Sloveniji, ampak se bomo srečevali s tem, da bomo imeli manj vode na razpolago, in z tega vidika sodim, da bo morala voda, predvsem tista voda, ki jo uporabljamo za pitno vodo, da bo morala postati nacionalna strateška dobrina. In nacionalne strateške dobrine zahtevajo to, da je javna dobrina. Isto, ko pravimo, voda je javna dobrina, pa ko dobimo domov položnice, je treba, vsi razmišljamo, tole vodo je treba vendarle plačati, voda je zelo draga. Vi razlagate tole položnico in ceno vode na svoj način. Jo lahko razložite našim gledalcem? Jo bom razložil, bi pa mogoče se samo navezal na predhodno vprašanje glede samih količin vode in razmišljanja o Lučki Bogataj, ki je razmišljala, kako se bo poraba zviševala. Naj jaz povem, da se poraba oziroma prodaje vode v zadnjih letih nekoliko zmanjšuje. Mislim, ni tukaj neki veliki procenti, ampak trend kaže rahlega upadanja. Mislim pa, da je pri vodi obvezno razmišljanje v okviru trajnostnega razvoja. Se pravi, v neki družbi, v neki skupnosti se lahko odzame toliko vode, kolikor se jo obnovi in nič več. Se pravi, ne moramo, ko začnemo enkrat črpati, odzemati iz narave več vode, kakor jo se podtalnice obnovi, bomo prišli v nek deficit in bo vode zmanjkalo. Te količine je pa prvo, kar je težko ugotoviti, drugo pa na kak način jih regulirati. Tukaj jaz vidim edino možnost regulacije porabe, nažalost, ceno. Tukaj zavest ljudi najbrž ne bo dost. Če pa zdaj se na kratko vrnem k tej položnici, imam položnico v novomeški občini za 4-člansko gospodinjstvo. Mesečna položnica 46 evrov, se pravi, tukaj v tej položnici so združene 3 usluge, 3 storitve. Celotna vodooskrba, čiščenje, odvajanje odpadnih voda in odvoz smeti za 4 osebe. Zdaj, če odštejemo smeti, ki predstavljajo približno 10 evrov, smo na 35 evrih in tukaj se teh 35 evrov se razdeli približno na polovico, rečemo 17 evrov za čiščenje in odvajanje odpadnih voda in 17 evrov za celotno vodooskrbo. To je ti znesek, ki ga pač plača končni uporabnik. Komunala pa od tega zneska, sama cena vode pa znaša 57 centov na novomeški občini, kar pomeni, da je 15 kubikov, ki je nekje normalna količina za 4-člansko osebo, mesečna poraba, znaša 6,29 evra. Se pravi, cena vode je nizka. Seveda zraven je obremenjena tudi z vrednostjo infrastrukture, omrežnino. Vemo, da je vodovodno omrežje drago, da za sabo potegne kup enih objektov, tehnologij in seveda prinese vse skupaj na povečanje vrednosti oziroma na sam fiksen del položnice, na omrežnino. Če dam še eno primerjavo, se pravi, položnica je v velikosti, rekel, enega normalne položnice za mobitel, kjer praktično ni infrastrukture, kjer se nam zdi nekaj povsem normalnega, da je z nekaj SMS in nekaj minut pogovora in pa nekim prenosom podatkov plačamo znesek blizu 40-50 evrov, pa vendar bi težko primerjal samo storitev mobilne telefonije, za primer sem dal, ali pa izvajanje javnih gospodarskih služb.
No, takole verjetno ne razmišljamo, ne, v prostem življenju, ampak zelo dobra primerjava, ne. Mobitel je danes pravzaprav že spremljevalec nas vseh, pa vemo, ne, da ga je treba plačati na impulze, koliko jih bomo porabili. Verjetno bo to zavedanje še kako potrebno, kaj ne, profesor Plut? Absolutno. Mogoče še malo komentarja glede porabe vode. Na eni strani imamo seveda porabo vode, pitne vode, tukaj so res prisotne, te količine se zmanjšujejo. Opozoril pa bi rad na to, da lahko v prihodnosti, prav zaradi podnebnih sprememb in dejstva, da bo Slovenija morala pridelati dovolj hrane po obvodi, tista druga ključna strateška dobrina, da lahko pričakujemo, da se bo poraba vode zaradi potrebnega namakanja povečala. In k temu je potrebno dodati še to, da lahko pričakujemo zaradi višjih temperatur, naprimer Save pri jedrski elektrarni Krško, da se bo tudi količina vode za ohlajanje v termoelektrarnah in v jedrski elektrarni Krško povečala. To se pravi, na eni strani smo lahko zadovoljni, da se poraba pitne vode zmanjšuje, to se pravi poraba predvsem v industriji, koliko sem seznanjen, pri gospodinjstvih smo nekje tako približno ostajamo na tej ravni, kot je bilo recimo pred nekaj leti, da pa se pojavljajo drugi porabniki in ker je voda ena in edina, bo potrebno tukaj seveda to strategijo ravnanja z vodnimi viri začeti spreminjati in začeti na drugačen način razmišljati. No, da bi le ohranili vodo kot naravni naš kapital, v tem razpredu v nadaljevanju tudi klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj, pa prosim režijo še za drugo izjavo njeno. Morda, ne, če bomo znali svoje vode ohraniti, bo to nek naš kapital naravni, ki utegne biti čez 30 let morda enako pomemben, kot je danes nafta. Vendar samo po sebi se stanje ne bo izboljševalo. Zato bi rekla, naš odnos, naše znanje in tudi raziskave je treba usmeriti, da bo slovenska voda ostala res taka, kot je danes, naše veliko naravno bogastvo. Torej, naše veliko naravno bogastvo, ne? Saj ne bi verjetno smeli reči, pa vendarle mogoče, če parafriziramo, se zna zgoditi, da bomo pili v narekovajih očiščeno nafto skozi njega dni. Upajmo, da se to ne bo zgodilo, pa tudi verjetno se ne bo zgodilo. Bi pa samo nadaljeval to razmišljanje. Slovenija razpolaga z 4 ključnimi strateškimi dobrinami, ki bodo v 21. stoletju še bolj pomembne, kot so, v nadaljevanju 21. stoletja še bolj pomembne, kot so v tem trenutku. Vsekakor so na prvem mestu ti raznovrstni vodni viri Slovenije. Mogoče se tega premalo zavedamo. Drugo strateška dobrina je les oziroma gost za 60% ozemlja in tako naprej, na 3. mestu v Evropi. Tretja so mavrice obnovljivih virov energije in 4. je naša rodovitna prst oziroma zemlja. In če bomo umno gospodarili z temi 4 eksistenčno pomembnimi viri in k temu dodali naše znanje, potem bi lahko dokaj mirno pričakali te izzive prihodnosti. In na prvem mestu so vodni viri. To je ključna dobrina in od odnosa do tega vodnega vira je pravzaprav odvisna naša prihodnost. Posebej poudarjam, da bodo vodni viri ob funkciji oskrbe, to se pravi vodne oskrbe, izredno pomembni za kmetijstvo. In tukaj se bo morala tudi naša filozofija počasi spremeniti, namreč začeti bomo morali tudi okoljevarstveni razmišljati o tem, da bo potrebno vodo v tistem obdobju, ko je več, zadržati. To se pravi, z manjšimi zadrževalniki bomo morali doseči, bom rekel, večjo možnost za to, da se bomo predvsem v poletnem času oskrbovali s pitno vodo. Jaz bi samo, če dovolite, na to sliko opozoril, ki kaže na to, da se padavinski vzorec Slovenije spreminja. Namreč
Z modro barvo je označeno tisto obdobje, ko se je količina vode oziroma padavin v zadnjem obdobju povečala, z rdečo barvo, da se je zmanjšalo, in z rumeno, da je ostala približno enako. In kaj se dogaja? Dogaja se to, da se padavine povečujejo v jeseni, ne pa naprimer poleti, ko vode največ potrebujemo. To se pravi, da bomo morali začeti razmišljati o tem, kako v poletnem času zagotoviti kvalitetno oskrbo ne samo s pitno vodo, ampak tudi z vodo za namakanje in za hlajenje termoenergetskih in jedrskih objektov. To je še ena naloga, katere se v tem trenutku še ne zavedamo dovolj, trendi so pa, kot vidimo, popolnoma jasni. Skratka, rekli ste, še ena naloga, ki se bomo morali seveda na tem področju še kako zavedati, tako stroka kot seveda tudi politika, ki hočeš nočeš vpliva tudi na to dogajanje in na te vrednote, ki jim nažalost posvečamo, tega se zavedamo verjetno vsi, še kako premalo pozornosti. No, mi smo za trenutek, za hip uspeli ujeti tudi okoljskega ministra oziroma ministra za kmetijstvo in okolje, gospoda Franca Bogoviča, pred dnevi, ko je v Sloveniji potekala vseslovenska čistilna akcija, katere seveda smo se vsak po svoje udeležili tudi mi. Pa poglejmo, kakšno je njegovo razmišljanje o privatizaciji vodnih virov in pa seveda razmišljanje še nekoga, to je prvega moža v javnem podjetju Kostak v Krškem. Vodni viri morajo ostati javna dobrina, poskrbeti moramo za to, da bomo imeli čim bolj čiste vodne vire, izgrajene vodovodne sisteme z čim manjšimi izgubami in zagotovo je to ena od osnovnih javnih dobrin in temu bomo sledili v vseh politikah. Voda vedno mora ostati javna dobrina. Normalna stvar je, da ta država podeli koncesije tistim, kateri bojo na določen način, po določenim pogoji lahko uporabljali to vodo za čisto komercialne namene, ampak voda je strateška in v nobenem primeru ne sme biti. Naša želja je za določene področja komercialne uporabe, kateri se zunaj gospodarskih javnih služb dobave vode, da jih dobimo v prihodnosti in da se uporablja, ampak voda je toliko pomembna stvar, kateri in bo vsak dan bolj pomembna, da mislim, da ni v nobenem primeru ne smemo dovoliti, da bi to šlo zunaj neke državne, človeške pa družbene odgovornosti. No takole, mogoče še kratek komentar na tole izjavo, ki ste jo pravkar slišali od našega gospoda ministra. Verjetno boste z ministrom kar v stiku, tudi vi, profesor Plut, v bodoče, če boste želeli doseči čim več vseh vaših prizadevanj na tem področju, skupaj z vsemi tistimi, ki pač to na področju vaše stroke tudi počnejo. Vsekakor sodelovanju s politiko se ne smemo izogibati, posebej, če bo pripravljena prisluhniti tudi strokovnim argumentom in jaz se absolutno strinjam z izjavo gospoda ministra, potrdil tisto, kar smo tudi prej se pogovarjali, da naj bi voda postala javna dobrina in da bo on pač vložil v svoj trud, da to tako tudi ostane. Res je, glede na to, kaj voda pravzaprav nam pomeni v vsakdanjem življenju, pa tudi v gospodarstvu, je to pravzaprav edina pomembna odločitev in tudi edina prava odločitev. Morda pa je pomemben še en ključ, ki bi ga nocoj v naši nocojšnji oddaji tudi vsaj delno razkrili, če že drugače ne, pa skozi prizmo vajinih mnenj in pa skozi mnenja tudi nekaterih naših sogovornikov. Spraševali smo namreč naše mimoidoče na ulici v Krškem in pa v Novem mestu, tudi v sklopu te vseslovenske čistilne akcije. Nekaj vode se je tudi tam popilo ob tem delu, kaj ne? Kakšno vodo pravzaprav pijajo oziroma kakšno vodo bi želeli piti? No pa najprej poglejmo izjave. Ali zagovarjate pitje vode iz pipe ali iz plastenke? Jaz zagovarjam pitje iz pipe, tam seveda, kjer je neoporečna voda in mislim, da večina po Sloveniji je takšna, vsaj mogoče kakšni vaški vodovodi, da je malo drugače. Ker se mi zdi, da s tem, ko to vodo flaširamo, naredimo več škode za okolje, ker v Sloveniji se lahko pohvalimo, da zaenkrat še imamo vodo, ki je užitna in pitna. Tako da ne vidim potrebe
po tem plastičnih flašah, s katerimi spet onesnažujemo okolje, za njih porabimo energijo in tako naprej. No. Z pipe. Zelo je boljša. Če se le da, si natočim vodo iz pipe. Jaz skoraj zagovarjam pitje iz pipe. Ne vem, neko smo navajeni, običaj tak. Voda imamo zdravo, imamo iz vrtine. Mislim, da imamo kar odlično vodo v našem koncu iz Podgorjancev. Iz pipe, hvala Bogu. Zakaj? Tisto potem, ko živimo, kako nekam to nima vseh potrebnih mineral, pa še stane dvakrat toliko, kot tista voda. Mi imamo srečo, privilegijo, nekaj posebnega v tem svetu, da lahko iz pipe pijemo. Zelo, zelo redko. Jaz posežem po vodi iz plastenke, resnično takrat, ko nimam na voljo pitne vode iz javnega vodovoda, in to seveda novomeškega, ker če potujem nekje, ostalih vodovodov ne poznam. Sicer pa absolutno vodo iz javnega vodovoda. Načeloma doma najrajši iz pipe in v službi tudi, tako da iz plastenke, razen če gremo kam na teren, drugače pa v glavnem iz pipe. Iz pipe. Zakaj? Zato, ker je boljša. Mi imamo kakor sem jaz seznanjen, iz vodovoda še zmeraj zdravo pitno vodo. Tako da v Sloveniji imamo še čisto vodo. Zaenkrat še. Jaz sem absolutni zagovornik stopške vode. To pomeni naravne. Se je plastenka tudi naravna, vendar če bomo dovolj zgodaj poskrbeli za naravno čisto vodo iz vodovodov, nam ne bo treba po evro 2, verjetno pa da bo tudi 4 evre liter vode, če šlo tako naprej. Iz pipe. Zakaj? Ja ne vem, tudi tako v šoli se veliko pogovarjamo, da cenejša je, pa tudi bolj zdrava. No takole, predno bomo pokomentirali tole anketo, kar zanimiva je Kanada, pa še trenutek za naše oglase. Iztok, vaš komentar na anketo, ki smo jo videli pred oglaševalskim blokom? No, zanimivo razmišljanje. Mislim, da je prikaz enega splošnega stanja v družbi. Še zmeraj je zaupanje do javnih vodovodov in mislim, da je prav povedal tisti gospod, ki je rekel, da je pitje vode iz pipe privilegij. Res je privilegij. Zmotil se je pa takrat, ko je rekel, da je dvakrat dražja v plastenki. Tam pa ne bo držalo, ker je nekje blizu 1000-krat dražja iz plastenke. Bi pa mogoče tukaj omenil eno zadevo. Obnala Novo mesto proda nekaj manj kot 4 milijone kubikov vode, rekel 3 milijone 600 tisoč kubikov vode. Ampak če bi upošteval, da bi vsak oskrbovanec oziroma vsak prebivalec, ki jih oskrbujemo, popil plastenko vode na dan, bi to predstavljalo manj kot 1% porabe. Se pravi, da je te vode, ki se načrpa oziroma spravi do končnega uporabnika, večina se porabi za vse druge namene, kot za prehrano in za pitje. Tukaj mislim, da so še določene rezerve. Pa menite, da so vas naši gledalci sedaj razumeli, ko ste rekli, da je voda iz plastenke 1000-krat dražja? Ja, mislim, da prej, ko sem pokazal položnico, kjer je pokazalo, da je 1000 litrov vode 57 centov, mislim, da ni daleč od resnice. Ja, želeli ste dodati nekaj temu, pa komentar k anketi verjetno? Ja, samo to bi dejal, da je res to privilegij. Ko tako človek potuje po svetu kot geograf, se moram tudi svetu gledati, da lahko študentom posredujem bolj žive informacije. Sem se srečal tudi z številnimi državami in pokrajinami, kjer je kapljica vode dobesedno dobrina in velika dragocenost. In morda je prav potrebno se zavedati tega, da tudi ob še tako dramatičnih podnebnih spremembah bo Slovenija še vedno v privilegiranem položaju,
skrbi me predvsem dejstvo, da morda sami kakovosti oziroma, bom rekel, zaledjem črpališč posvečamo premajhno pozornost, kajti v Sloveniji je okoli 900 črpališč, kar pomeni, da gre za obsežne površine, ki jih moramo varovati, in to je zelo naporna, če temu tako rečemo, naloga. Približno petina ozemlja Slovenije je v okviru ožjih oziroma širših vodovarstvenih območij, kar pomeni, da je na petini ozemlja Slovenije moramo biti izredno pazljivi, kar se tiče onesnaževanja. In če se samo malo pokomentiram akcijo Očistimo Slovenijo, mislim, da moramo biti zaskrbljeni nad dejstvom, da je evidentiranih divjih odlagališč odpadkov, med katerimi so številna odlagališča tudi v vodovarstvenih pasovih, da je teh evidentiranih, registriranih divjih odlagališč okoli 14 tisoč. Zdaj najbrž na osnovi te akcije bo ta številka še povečala. Strokovnjaki, ki se pa s tem ukvarjajo, pa sodijo, da je teh divjih odlagališč odpadkov v Sloveniji 40 ali celo 50 tisoč. In če razmišljamo o tem, da ima Slovenija 20 tisoč kvadratnih kilometrov, to pomeni, da je v povprečju eno odlagališče oziroma dve odlagališči na 1 kvadratni kilometer ozemlja. To pa po mojem mnenju nas mora skrbeti ob ostalih možnih onesnaževalcev. To se pravi, da imajo komunalna podjetja izredno zahtevno in pomembno nalogo, da v tej razpršeni strukturi z številnimi možnimi onesnaževalci doseže in ohranja to kvaliteto pitne vode v Sloveniji, ki, če jo primerjamo z drugimi državami, je res privilegij. Iztok, ko vas takole poslušam in ko se ob določenih prilikah z vami tudi pogovarjamo o vodi, niti ne govorite o tem, da je ta skrb za ohranjanje teh virov in za posredovanje zdrave pitne vode do uporabnika zgolj vaše strokovno delo, ampak vedno govorite o vašem poslanstvu. Vsekakor. Nad drugim. Vsekakor. No, že prej v prispevkih, ki smo jih slišali, se je tema dotaknila privatizacije. Mislim, da vodovod je zadeva, ki v nobenem primeru ne prenese privatizacije. Iz vode ne moramo delati biznis. Tega se ne da in ustvarja dobiček. Prav tako je z varovanji vodnih virov, z upoštevanjem varstvenih pasov. Že tukaj vidimo, da je zaradi omejenega kmetovanja država že predpisala zakonsko subvencije za vsa zemljišča, ki spadajo v vodovarstvene pasove, da bi na ta način zmanjšali oziroma onemogočali vnos snovi v zemljišče in kasneje v podtalnico. Tukaj je država bo še odigrala svojo vlogo, jo še mora. Seveda kasneje sam nadzor je pa največ na izvajalcih oziroma upravljavcih javnih vodovodov in pa na lokalnih skupnostih. Še nekaj me zanima z vidika lokalnih skupnosti. Voda priteče do uporabnika po ceveh. Cevi so različne. Ali cevi vplivajo tudi na kvaliteto vode? Tako bom povedal, seveda v vsakem primeru. Pred leti so se vgrajevale cevi, ki niso primerljive z današnjo kakovostjo. To so bile PVC cevi in pa azbest cementne cevi, ki so povzročile veliko dima, pa bom rekel malo ognja. Še zmeraj so te cevi v zemlji in so se izkazale kot dobre. Za primer bom povedal, da mesto Dunaj ima teh azbestnih cevi še blizu 1000 kilometrov. Po podatkih, ki sem jih dobil, imajo 800 kilometrov
vodovodnih cevi z azbest cementa in nihče ne razmišlja o zamenjavi. Se pravi, seveda, ko pa se zamenjujejo vodovodi, obnavljajo, se obnavljajo s sodobnimi materijali. Seveda pa okvare na vodovodnih omrežjih povzročajo posledično tudi slabšanje kakovosti vode. S stališča zdravja pa je azbest cement najbolj nevaren za vzdrževalce vodovodov, ker nevaren je azbest cementni prah, ki ga vdihne vzdrževalec pri rezanju, pri popravilu te cevi. V samem vodovodnem omrežju je pa tega azbestnih vlaken daleč pod normativi, ki jih predpisuje ameriška zakonodaja. Evropa niti nima standardov za maksimalno dovoljene koncentracije azbesta oziroma vlaken azbesta, so pa ameriški standardi in mi smo pred 2-3 leti vodo, ki je bila praktično v stiku ves čas z azbest cementno cevjo, dali v analizo na Inštitut Jožefa Štefana in dobili podatek, da je vsebnost teh vlaken daleč izpod dovoljenega števila. Niso koncentracije, ampak se ta vlakna štejejo. Poleg tega pa tudi ni voda, v kateri zaužijemo ta vlakna, za organizem ni škodljiva za prebavni tlak kot za dihala. Tako da še zmeraj imamo določeno število teh vodovodov, manjše število, manjši delež in jih menjamo z sodobnimi materijali, z duktilnimi cevmi, ki pa tega azbesta ne vsebuje več. Se pravi, so lite cevi z navadnim cementnim plaščem. Ja, verjamem, da gledalci, ki nas sedaj poslušajo, tudi razmišljajo. Razmišljamo seveda vsak po svoje, razmišlja, vidim tudi profesor dr. Plut. Pa bi morda kdo rekel sedajle, no ja, ampak za vsak slučaj bom pa raje kupil vodo v plastenki. Kako bi vi na to odreagirali? Moj oseben vzgled je drugačen. Ne samo, ko pridem na obisk v Belo krajino, ampak tudi v Ljubljani pijem absolutno vodo iz pipe. Jaz zaupam upravljavcem, upam, da me bodo tudi pravočasno opozorili, takrat, ko ta voda ne bo pitna. Predvsem pa bi želel opozoriti na to, da seveda uporaba plastenk povečuje količino odpadkov in da je seveda plastika zelo trdovraten element, ki se dolgo časa ohranja v okolju. Ko sem sedaj pobiral smeti na Ljubljanskem barju, sem največ pobral plastenk in sodim, da Slovenija v tem trenutku ne potrebuje še bolj plastične podobe, kot jo ima. Ja, no, tudi v naših informativnih oddajah je bilo videti, da so plastenke cvetele praktično pravzaprav vse povsod. Tudi njihova razgradnja kar dolgo časa traja, kaj ne? No, tukaj so različni podatki, mogoče me bo gospod Iztok tle še kaj pomagal. Jaz sem dobil podatek, različne je obstojnost, ampak po nekaterih podatkih je ta življenjska doba plastike od 100 do 1000 let. To se pravi, da resnično zelo dolgo ostaja v našem okolju, pa tudi, če je to obdobje krajše, je dejstvo, da gre dejansko za uporabo neobnovljivih virov energije za proizvodnjo plastike, že to se pravi nafte, že to nam kaže na to, da bomo morali začeti razmišljati glede plastike drugače. Če vzamemo zamaške, ki jih običajno zbiramo, tako je. Bi temu mnenju pritrdili? Glejte, če bi na področju, ki ga upravljamo, se pravi nekaj več kot 60 000 prebivalcev, ki jih oskrbujemo z vodo, vsak prebivalec pil eno plastenko in to na letnem nivoju 23 milijonov plastenk. To pomeni ne samo, da se nič nimam proti vodi, ki je v plastenki. V plastenko je nalita kakovostna voda, sigurno po vseh normativih kakovostna voda. Sporno je tisto, kar se ob vsem tem razvija. Se pravi, tukaj je promet, da te plastenke pridejo na prodajne police. Cela industrija, ki jo podpira ta embalirana voda, ne prenese pa druge embalaže, kot je plastenka, ker steklovino oziroma steklenica
bi bila pretežka in cena ne bi bila več interesantna. Jaz upam, da večina teh plastenk pristane na pravem mestu, ampak nažalost jih je še zmeraj vse preveč v naravi. Verjetno proizvajalci, ki proizvajajo plastiko, niso najbolj takim mnenjem naklonjeni in imajo verjetno svoje trditve, take ali drugačne. Kaj pa voda, ki je v steklenici, v steklu, v stekleni posodi? To sigurno boljše embalaže, kot je steklenica ali pa steklena posoda za vodo ni. Seveda pa je transport takih steklenic bistveno podraži vso zadevo, ki jo napravi za trgovce nezanimivo. Mi pa pogledamo še eno zanimivo dejstvo oziroma zanimivo misel, da je voda seveda tudi trošenje energije. Kako to komentira še enkrat, torej se vrnimo k naši klimatologinji Lučki Kajfež-Bogataj, prosim. No, seveda, po eni strani je varčevanje in racionalna raba vode potrebna, ker ne nazadnje, ko potrebujemo in uporabljamo vodo neracionalno, s tem trošimo tudi energijo, saj voda ne priteče v naše domove sama po sebi. Po drugi strani seveda je pa tudi sam odnos industrije, onesnaževalcev do voda. Tukaj bi te eksterne stroške, zunanje stroške morali dejansko zaračunati tistemu, ki onesnažuje. Načelo onesnaževalec plača pri nas žal ni uveljavljeno razen na papirju. Seveda potem, ko bi voda postala ekonomski strošek, bi se hipoma močno izboljšal tudi odnos do voda. Tako da jaz mislim, da voda izziva vse, izziva posameznike, izziva izobraževalni sistem, občine, ministrstvo za okolje, in ne nazadnje tudi regionalno politiko, ker vse regije nimajo enakega dostopa do vode in v prihodnosti seveda je treba to izboljšati. Voda izziva vse. V enem vašem intervjuju sem brala, da je voda tudi vaš zelo, zelo velik izziv, s katerim se vedno znova spopadate. Dr. Plut. Ja, pri vodi, torej voda je tako univerzalna tekočina, da jo uporabljamo v zelo različne namene, od rekreacije, od kopanja do pitja, prehrambeni industriji, za proizvodnjo električne energije, in prav ta večplastna poraba zahteva eno bolj celovito razmišljanje, kako ravnati z vodo, kako jo uporabljati, kako jo vračati v naravne vodne kroge. Skratka, preveč sektorsko razmišljanje na tem področju nam povzroča številne težave in žal se moram pridružiti razmišljanju dr. Bogataj Kajfeževe glede cene vode. Če bomo še naprej neracionalno ravnali z vodo, potem bo cena še višja in tudi, če sedanjo ceno realno gledamo in vemo, da se komunalna podjetja zaradi te nizke cene srečujejo s številnimi problemi, ki se bodo lahko že srednjeročno pokazali v tem, da bo zelo težko zagotoviti kakovostno vodno oskrbo, potem se bomo žal morali sprijazniti s tem, kar je bilo prej rečeno, da najprej moramo uvesti načelo onesnaževalec plača in na drugi strani, da je cena vode realna. Večkrat razmišljamo o tem, da začnemo ravnati šele takrat, ko nas cena udari po glavi, in bi si želel, da tukaj preventivno ravnamo. To se pravi, da že zdaj začenjamo razmišljati o smotrni rabi. Istek, je cena vode v državi različna? Kako se oblikuje? Kaj vpliva na to? Cena vode je različna že od občine do občine. Se pravi, že na področju upravljanja, kjer mi upravljamo z 8 občinami, je praktično cena v vsaki občini različna. Pri ceni je težko primerjati majhne in pa velike občine. Tukaj v Sloveniji ima več kot 200 občin, nekatere imajo majhne občine z 2000, 3000 prebivalci, velike občine, mestne občine, in primerjati majhno občino in veliko je praktično nemogoče. Cene vode v Sloveniji
Ne bom se dosti zmotil, če bom rekel, da je NR cenejša tam okrog 30 centov, pa da je najdražja okrog 1 evra, ampak mislim, da je pod 1 evro. V Novem mestu je cena 57 centov in to cena vode krije stroške upravljanja. Energijsko je voda relativno malo obremenjena, približno mi dosti črpamo vode, praktično vse izčrpamo, nimamo vodnih virov, ki bi sami pritekli, ne. Se pravi, vso vodo moramo izčrpati in tako ugotavljamo, da je voda obremenjena približno pol kilovatne ure po kubičnem metru. Se pravi, ta znesek energije ni visok. Je pa pri vodi zelo pomembno, ker ceno vode se določi v lokalni skupnosti, lokalna skupnost tudi v primeru, da cene ne pokrivajo storitev, subvencionira iz svojega proračuna. Tukaj pa nastane problem, majhna občina, majhno število priključkov, računamo, da ima občina s 3000 prebivalci nekje okrog 1000 vodovodnih priključkov in se pravi, vsa ta omrežnina se razdeli med uporabnike, se pravi med vodovodne priključke. Tako da bo voda v majhnih občinah, če se to ne bo uredilo regijsko, bo bistveno dražja, kot je v neki mestni občini Ljubljana ali pa Novo mesto, kjer je na zelo majhnem območju skoncentrirano veliko število prebivalcev, velika poraba, gospodarstvo, industrija, ki je prav tako velik porabnik in pa zelo majhen vodovod, zelo majhno vodovodno omrežje. In vodo jemati lokalno, se pravi vodooskrbo jemati, bo zelo težko ali pa zelo težko tako da vidim zgodbo kot nekako regijsko upravljanje z vodovodi. Veliko pravih, veliko bistvenih, veliko pomembnih ključev, zakaj čuvati našo vodo in zakaj jo imeti za res tisto izjemno vrednoto, smo odstrli nocoj. Morda se tega še vedno premalo zavedamo. Morda je informacij, kljub temu, da jih je na voljo v današnjem multimedijskem svetu obilno, še vedno premalo. Potrudili se bomo, verjetno mi vsi skupaj, ki smo danes tu v studiu, da bomo informirali, ozaveščali in osveščali, predvsem pa bili tudi vzgledi, ki vlečejo, da bomo ohranjali kapljico, kot ste rekli, po kapljici našo vodo čim bolj zdravo in da bo prav ta voda v bodoče razveseljevala še mnogo majhnih ali pa tudi tistih velikih naših državljanov. Vajina zaključna misel za nocoj, ko bomo ob koncu oddaje nazdravili s kozarcem vode. Jaz bi mogoče tako rekel, da je največja dota, ki jo bomo pustili našim otrokom in vnukom, je kvalitetna voda. Istak. Se stranim upravljavca, mogoče se niti ne zavedamo bogatstva vode in najbrž se bomo mogli sprijazniti s tem, da bomo za samo vodo in pa za ta privilegij, kot smo slišali, ki ga imamo, mogli plačati najbrž tudi več v prihodnosti. Spoštovana gosta, hvala lepa, ker sta nocoj svoje misli in pa svoje znanje o vodi odstirala našim gledalcem. Naši gledalci, spoštovani gledalci in cenjene gledalke, hvala lepa, ker ste bili nocoj z nami. Verjamem, da smo vam odstrli nekaj ključev, da se bomo še bolj zavedali, kako pomembna je pitna voda v našem okolju in da ne bomo vedno s prstom kazali na druge, ampak da bomo najprej mi sami vzgled tudi takrat, ko nas nihče ne vidi, kaj in kako z vodo ravnamo. Mi pa bomo ob zaključku naše oddaje nazdravili z vodo. Kajti še tale misel morda za slovo v naši nocojšnji oddaji. Pred kratkim smo imeli slavje, pa je gospod držal v kozarcu vodo. In mu je rekel prijatelj, kako pa naj nazdravim, saj imaš vendar vodo. In je rekel, ja, imam kristalno biserno čisto vodo in nazdravljam s človekom. Upam, da prav takim. In s to mislijo se od vas nocoj vsi poslavljamo. Lahko noč.